Dober dan, gospod Branko. Mislim, da je bil tale aplavz namenjen pravzaprav vam v smislu veselja, da smo vsi zelo veseli, da ste z nami, a ne? Seveda pa tudi filmu. In še enkrat vas lepo pozdravljam. Res mi je v veliko čast, da se bom lahko pogovarjala z vami. Kot sem že na začetku filma omenila, ste gotovo eden največji poznavalec dogajanja v Rusiji. In mogoče za začetek najprej samo, da mi poveste nekaj misli, kako ste vi doživeli ta film, tega velikega režiserja Andreja Končalovskega. Mislim, da vsi, ki smo ljubitelji filma, pravzaprav vemo, da je on sodeloval, a ne, tudi z enim velikim filmskim ustvarjalcem. Tarkovskim, ja. In on je pravzaprav spadal bok takim režiserjem, kot je Bergman, Hitchcock, Godard in še bi lahko naštevala, eden najpomembnejših filmskih ustvarjalcev, kako je vplival na razvoj filma. In Andrej Končalovski je pa pravzaprav tudi en izjemen režiser, tako ruski kot hollywoodski. Kar nekaj njegovih filmov smo lahko videli tudi pri nas. No, ampak vendarle pojmo zdaj kar nazaj k temu filmu za začetek, dragi tovariši. Povejte nekaj misli, kako ste vi ta film doživeli. Ja, najprej hvala za povabilo, ne. Mi je v čast, da lahko sodelujem na tem prijetnem razgovoru. Seveda, težko je zdaj strniti vtise. Jaz sem ta film že videl, ne, pred 2 letoma, ker pač sem ga hotel videti, ker me te stvari zanimajo, ne. Tukaj je imel Končalovski tudi nekaj smole s covidom, ne. Premiera je bila predvidena že maja pred 2 letoma, ampak je pol bila premiera zaradi covida prenesena in je bil film prvič uprizorjen šele v Benetkah. Na festivalu v Benetkah. Seveda, film me je takrat pretresel in se mi zdi, ne, če sem iskren, da me je tokrat pa še bolj, ne. Zdaj sem ga po 2 letih spet videl. Film je izjemno krut, kot so kruti časi, v katerih živimo. Krut je pa seveda predvsem zato, ker je resničen. To je kopija dogodkov, ki so se v resnici zgodili. Mogoče ga je gledati celo kot nekakšen dokumentarc, ne, ker je v resnici dokument časa, dokument te katastrofe, te tragedije, ki se je, no, to je spet naključje. Ta tragedija se je zgodila pred natanko 60 leti, ne, začetek junija. Smo skoraj tam. O tej katastrofi, o tej tragediji se v filmu je ogromno povedano že, tako da bom jaz zdaj nekatere stvari ponavljal, ne, ampak resnici o tem se ni smelo govoriti. To je bila tabu tema, o tem se ni nič vedelo, ne. Sicer takrat, leta 62, ko se je to zgodilo, ne, so se jeseni že malo začele širiti govorice o tem masakru, ne. To je bil masaker v Delavskem raju. Novočerkask je bil izjemno pomembno, no se je še, ne, izjemno pomembno industrijsko središče, ogromno tovarn, ne, kot smo videli. Ta štrajk se je zgodil v tovarni električnih lokomotiv. To je bil, kot smo videli v filmu, to je bil delavski raj, ne, mislim. Se tudi ljudje sami niso verjeli, ne, protestniki, da se lahko to zgodi. Oni so verjeli v ideologijo, oni so verjeli v to sovjetsko oblast, oni so verjeli v vojsko, ne, pa se je to kljub vsemu zgodilo. In tukaj je seveda ogromno. Hotel sem reči, da prvi je to pa omenila revija Time, jeseni 62, ne, govorice so se širile. Že takrat, se pravi, že leta 62. Ampak seveda brez dokazov, ne, se smo videli, vse so poasfaltirali, vse so počistili, vse so pokopali brez napisov in tako naprej. In je revija Time takrat prva, bilo jeseni 62, prva začela pisati, ampak seveda dokazov ni bilo, vse je bilo samo na osnovi govoric.
ki so se pa potem začele širiti v času, mislim, so dobile to, mislim, so zaplavale, ne, te resnice v času glasnosti in perestrojke, ne, ko ni bilo več tabujev, ko se je vse podiralo, ampak dokončno je pa stvar pol prišla na dan po razpadu Sovjetske zveze. Ne, leta 1992 so prekopali prvih 20 žrtev, dokončno so pa uredili spominsko obeležje in skupno grobnico leta 1994. Zdaj tukaj v tem filmu vidimo en kup negativnih, ne, junakov, od partijskega vodstva, vojske, KGB-ja. Sicer ta glavni junak tukaj poskuša popraviti ta slab vtis. Oziroma, ne, to, kar reče, morda je pa vendarle nekaj človeškega tudi v posameznikih. Ne? In en del te človečnosti pokaže. Ne? No, hotel sem to povedati, ne, v bistvu, že ko sem gledal prvič ta film, ne, zdaj pa morda še bolj, me je pa presenetilo, ne, da Končalovski tukaj pa ni omenil v bistvu edinega pozitivnega junaka v tej zgodbi. Ne, to je bil pa general Matvej Sapošnikov. Ne, to sem presenečen, zakaj ga ne omenja, verjetno Putinu ne bi bilo všeč. General Sapošnikov, on je bil legenda, on je bil heroj Sovjetske zveze, bil je med drugo svetovno vojno komandant tankovske divizije, ki je dobivala pomembne bitke. In ko se je začel dogajati ta Novočerkask, je kot general rekel, jaz proti svojim ljudem ne bom streljal. In je bil v hipu odstavljen, obsojen, odzete so mu bile vse in čin in vsa odlikovanja, ki jih je kot heroj dobil med drugo svetovno vojno, in je bil general Sapošnikov je bil dokončno rehabilitiran, ko se mu je vrnilo vse, kar si je med vojno zaslužil šele po zlomu Sovjetske zveze. In tega človeka, ki je ob vsem tem, kar smo videli, ne, edini res glavni junak, ne, vsi so bili generali, pa poveljniki. Omenjeni so bili, ampak ne on konkretno. Ja, on ne, so bili vojaki, ki so rekli, ne, to ni poslanstvo, ne, naša armada ima druge naloge, ne, naša armada mora braniti narod, ne streljati proti njemu. In pred tem je Sapošnikov vztrajal do konca in to plačal. Ne, to krvavo plačal, ker je bil v bistvu ves čas potem pod nadzorom, preganjan, v bistvu je postal iz generala en velik revež, ne, ker tudi seveda je dobil neko mizerno pokojnino, s katero ni mogel živeti in se mu je šel. A to pomeni, da so ga upokojili pa v tistem času? Seveda, pa če si vse čine, pa vsa odlikovanja, ti ne obstajaš več, ne, pač dovolili so mu, da živi v enem skromnem stanovanju in je tole rehabilitacijo, popolno rehabilitacijo, ki se je že začela, mislim, da je že 88. Je sodišče že nekaj o tem govorilo, ampak dokončno je bil pa rehabilitiran po padcu Sovjetske zveze. Ne. Zdaj, morda je treba nekaj povedati o Novočerkasku. Gotovo. Novočerkask je v bistvu star dobrih 200 let. Novočerkask je bil zgrajen leta 1805. Že samo ime pove novo, ne, da je novi Čerkask. In sicer zgradili so to mesto, zgradil ga je ataman donskih kozakov, Matvej Platov, tudi general. In zaradi tega to je predlagal carju Aleksandru, da se naredi novo mesto, ker je bil Čerkask, je ležal ob Donu in je bil večkrat poplavljen in mesto pač takrat ni bilo regulacij pa tega in je bil večkrat pod vodo in se je car strinjal in so, ne vem, kakšnih 30 kilometrov stran od Dona, ob reki Tuzlov, ki se izliva pol v Don, so zgradili novo mesto. Ne, in tukaj je zanimivo, da je ta Matvej Platov, general Platov,
k oblikovanju novega mesta povabil francoskega arhitekta Françoisa de Watona, ki je mesto v bistvu zgradil po francoskih urbanističnih načrtih. Ne. Zdaj, v filmu se tega ne vidi prav dosti, ampak je veliko trgov, ne vem, kot v Parizu, na vsakem trgu ne bi bila cerkev in podobno. In tudi zaradi tega, ker je mesto zgradil Francoz, se mu je pol reklo Mali Pariz. Ja, no, se malo se vidi ta slavolok, ta slavolok, ampak se ne vidi pa mesta v celoti. Ne, mesto je danes dokaj veliko, okrog 200,000 prebivalcev, ne, morda malo večje kot Maribor, in leži na jugu Rusije. Ne, ta del je že od nekdaj zgodovinsko središče kozaštva. Ne. To se v filmu tudi pove in v Novočerkaški v bistvu danes pred kratkim so ga razglasili za svetovno prestolnico kozaštva. Rusi rečejo kazaštvo, ne, mi rečemo kozaštvo. Tile donski kozaki so bili znameniti v zgodovini, ne, to omenjajo Šolohova, ne. Priporočam v branje, čeprav ded pravi, da Šolohov ni vsega povedal, ker če ne, tudi Šolohov ne bi obstajal. No, ja, to sem pozabil povedati, je pa med prvimi v Sovjetski zvezi, je pa ta pokol opisal Solženicin. In sicer je imel eno poglavje v arhipelagu Gulag, ki so ga pa črtali. Ne, tako da ni bilo objavljeno. No, se pravi, to je prestolnica kozaštva, kozaki, ne, to je, Tolstoj je to zelo lepo opisal, je tudi roman, ki se imenuje Kozaki. Kozaki so v bistvu carjem pomagali osvajati jug Rusije, ne, to Novočerkaški na jugu Rusije, Rostovska oblast, ne, Rostov je veliko mesto, milijonsko mesto, kjer se Don izliva v Azovsko morje. Se pravi, kozaki, to Tolstoj lepo opiše, so pomagali carjem osvajati jug Rusije in Kavkaz. Ne, njihova tragedija, to je velika tragedija, pa je v tem, da so, ko se je začela oktobrska revolucija, so bili na strani belih. Ne. Kozaki so se borili proti bolševikom in zato v bistvu vso sovjetsko, ves čas Sovjetske zveze praktično niso obstajali so, ampak ni se govorilo, bili so prepovedani, njihove organizacije so bile prepovedane šele po razpadu Sovjetske zveze in je Boris Jelcin kot nov predsednik Rusije vrnil vse tisto, kar jim je bilo nekoč oduzeto. Ne, in to se v filmu tudi vidi, ne, ko rečejo tile partijski veljaki, da pač to so potomci kozakov, ki so bili proti revolucionarni element, ne, proti državni element, ki se je boril proti bolševikom. In v resnici je bilo v teh tovarnah, ne, Sovjetska zveza je pa rabila, po vojni se je začela velika industrializacija in so rabili ogromno delovne sile in so seveda jemali tudi kaznjence, ker mislim, nekdanje kaznjence. To pa vidimo tudi v filmu. To pa vidimo v filmu. In od te psovke, ne, da so tu huligani, protidržavni elementi, v bistvu so pa samo navadni ljudje, ki niso od oblasti zahtevali nič drugega, kot samo to, da uresniči tisto, kar jim obljublja. Ne, in neposreden povod za to stavko, za ta velik štrajk je bilo prav to, kot vidimo v filmu, nenaden dvig cen. Ne, pa še znižanje plač, ne? Pa znižanje plač, ne, se je direktor pohvalil, ne, kako, mislim, to je, kot da bi bili v kapitalizmu. Ja, čisto, prav tako, ne. Ja, in seveda, ne, zdaj se o temle uporu, ne, praktično vse ve, bilo je ogromno napisano, bil je tudi sodni proces, ampak ne, ta ubijali, vojska ni ubijala, vojaki so streljali v zrak. Se pravi, drži, da oni niso. Vojaki niso streljali, vojaki so streljali v zrak. Ko so oni streljali v zrak, so pa KGB-evci, ostrostrelci, 10 ostrostrelcev iz vrst KGB-ja je bilo,
skriti so bili, no, to je film, ne, to je malo drugače, bili so skriti na strehi hotela Don, ne, tukaj so bili skriti Kar tam v njihovih stanovanju. prostorih, ja. Ja, no, oni so ubijali. Oni so ubijali in prava grozljivka je, a veste, kako je KGB krstil to operacijo, ta poboj? Festival. To je bil festival. Pod to šifro je KGB imel zabeležene te dogodke. Ne, Ampak to, kar ste rekli, da so bili obsojeni, so bili potem te ostrostrelci obsojeni, te KGB-jevci, ali kdo je bil obsojen? Tile nikoli. Ne. Tile nikoli. No, vse se tukaj vidi, upleten je bil v bistvu ves državni vrh, ne, od Hruščova Od Hruščova navzdol, ja. Prišel je Anastas Mikojan, ne, to je bil premijer, uradno premijer, ne, tam je pač partija odločala vsem. Premijer je bil bolj taka tehnična funkcija. Anastas Mikojan je bil dol z Kavkaza tudi, on je bil zelo dolgo, mislim, 2 desetletji minimum, zdaj ne vem na pamet, je bil premijer. Jaz sem zelo dobro poznal njegovega vnuka, sem se pogovarjal z njim, je bil, mislim, da je zdaj že umrl, ker ko sva se spoznala, je bil zelo star, on je bil testni pilot sovjetskih letal, je testiral več kot 100, tale vnuk, tudi pisal knjigo o tem. No, od Hruščova sem poznal tudi vnukinjo Nino Hruščovo, ki je izjemna, ona je profesorica mednarodnih odnosov v New Yorku. Sva se pogovarjala v New Yorku, ona je zdaj zelo, mislim, izjemno kritična do dogajanja zdaj, do zdajšnjega dogajanja, do Putina, ja, tako da v bistvu sem videl ljudi, ki sem tudi jaz bil nekako z njimi, ja. nekako z njimi povezan. Ja, no, tega še nismo povedali, tukaj v tem obračunu tistega dne, 2. junija se je to dogajalo, 2. junija je bil ta pokol, je bilo ubitih 27 ljudi, 87 ranjenih, 3 smrtno ranjeni, so umrli kasneje, pokopali so jih na skrivaj, ne, to se vidi. To smo videli, ja. Par dni kasneje, tega seveda film pač ne more vsega povedati, par dni kasneje so se dogodili novi protesti, je spet šlo na ulice par tisoč ljudi, ampak takrat pa niso več streljali, ampak so 200 ljudi aretirali in 7 od teh aretiranih je bilo kasneje obsojenih na smrt. Ja. Od teh glavnih storilcev za ta pokol, tudi ostrostrelcev, ki so streljali, ne, danes se ve, kdo so bili, pa zdaj so v glavnem že vsi pokojni. Nobeden nikoli ni prišel zaradi tega na sodišče. Ne. Po razpadu Sovjetske zveze je bila sodna obravnava, so rehabilitirali vse žrtve, ampak storilci nikoli niso bili kaznovani in to v bistvu tudi sam Končalovski pove, da je v bistvu imel lahko delo, ne, ker on je, in to se vidi, on je v bistvu, vse je posneto točno tako, kot se je dogajalo, ker je pri snemanju uporabil vse zapisnike z tega sodnega procesa. Ne, tako da jaz pravim, to je vrhunski film, Ja. zame in za mnoge druge tudi, ampak hkrati je pa tudi izjemen dokument časa. Dokument časa, ne. Dokument tega, kar se tam v Novočerkasku takrat zgodilo. Ja. Ja. Mogoče bi zdaj v tem momentu, a ne, pa se bomo itak tako dotaknili filma, vas povabila, a ne, da kaj vprašate ali pa komentirate, pa bomo tako prišli spet nazaj, a ne, ker vendarle gre film čez to glavno junakinjo Julijo, a ne, ki je bila tako zavedna. Tako da vam, kdor bi želel vprašati, povedati, kar beseda je vaša. Tudi zgoraj velja to. No, če mal prebijem ta let, Ja? ne, glavna junakinja je Julija Visockaja, ona je žena režiserja. A ja? Ja, žena. Peta. To nisem vedela, pa sem kar veliko to raziskovala. Ja, peta žena, velika igralka, Ja. tudi voditeljica, televizijska voditeljica.
Aha. izjemno znana in priljubljena v Rusiji. Drugo leto bo imela 50 let, Končalovski 85 bo pa imel avgusta 85. Ja. In tukaj, ni čisto povezano s filmom, no, rojena je v Novočerkasku, glavna igralka. Ja. Ona se je rodila. Starši, mislim, eden od staršev je bil pa Belorus. Zdaj ne vem, oče ali mama, ampak rojena je v Novočerkasku. No, ko sta se poročila, imata 2 otroka z Julijo, prej jih ima, mislim, sem glih snov sešteval, pa mi je šlo nekako težko od rok. Ja. Mislim, da jih ima 9 ali tam nekje. No, ko se mi je rodila prva hči, ko je bila stara 4 leta, oni so živeli v Franciji, ne, je imel Končalovski, je imel punčko pri sebi 4 leta staro, Mašo, in je vozil, ne vem, zašel je z avtoceste na nasprotni pas. Ja. In se je zgodila huda prometna nesreča in je bila Maša hudo poškodovana, ker ni bila pripeta. In je bila leta in leta v komi. To sem pa prebrala, ja, o tej leta in nesreči. leta je bila v komi. Potem se je s kome prebudila, zdaj nisem snoči imel časa raziskovati, v kakšnem stanju je zdaj, ampak nekako se je takrat, je bila kar v redu, ko se je prebudila, po letih, več let je bila v komi. No, malo po tej nesreči se mi je pa rodil še Peter, ne, tako da ima Julija, ima s Končalovskim 2 otroka. 2 otroka. No, in ko je bil Končalovski, ko se je zgodil Novočerkask, je bil Končalovski še študent in je tisto leto, leta 62, je posnel, je naredil en kratkometražni film, študentski kot študent, in je tisti film dobil nagrado v Benetkah. Leta 62, ko se je zgodil Novočerkask, ne, naredil je ogromno filmov, res njegov opus je izjemen, Ja. ne sam kot režiser, bil je scenarist, ne? sodeloval s Tarkovskim, ne, meni je grozno žal, pač vsega v življenju se ne da, je pa tudi Tarkovski zgodaj umrl, sem pa bil velik prijatelj z njegovo sestro. Aha. Ja, in je sestra napisala knjigo o bratu, o velikem Tarkovskem, in mi jo podarila. In njen mož je bil tudi režiser. Tako da... No, vse, ko bereš recimo o Končalovskem, ne, njegov ded je bil pesnik, oče je bil dramaturg, mama pesnica, skratka res taka močna umetniška družina, da ne govorimo o bratu, a ne? Ja, seveda. Tudi to sem pač prebrala, da je on potem obdržal samo dekliški priimek mame, zato da ga ne bi menjala, ne, z Nikito režiserjem. Ker sta oba velika. Oba sta zelo močna. Ja, močna, slavna režiserja. Ja, res izjemna, pomembna, z mnogimi nagradami. To Sleparsko sonce, ki smo ga tudi lahko pri nas videli. Ja, ta je dobil Oskarja. To je bil prvi tujejezični Oskar za ruski film, ne. Tako da mislim, no, tudi recimo ta film Poštarjeve bele noči, no, je bil tudi kar nagrajen in tudi ravno tako kot tale, a ne. S tem, da ne vem, če ste vi gledali, jaz nisem, Bitko za Ukrajino. Sem poskušal, zdaj te dni pa mi ni ratalo. Ja, ne vem, ali je kdo med vami videl ta film. Namreč, gre za to, ko sem jaz prvič ta film gledala, to je zdaj že tudi, mislim, da, ja, ne vem, no, več kot 1 leto nazaj, ko sem ga prvič. In takrat seveda se še ni bilo, ne, tega v Ukrajini. In sem ga takrat gledala čisto drugače. In takrat smo se pogovarjali, ne, da bi vas povabili za gosta, pa se mi je zdela, ne, joj, a ne, to je zdaj točno neko določeno obdobje Rusije, zdaj pa seveda ga vidiš pa še drugače, a ne, pač ker se zdaj dogaja ta vojna. In jaz seveda, ker tega filma nisem videla, ne, in on ima tako ali tako take filme, da so vsi na nek način na nekih resničnih dogodkih, seveda umetniško obdelanih, hkrati so pa lahko tudi dokumenta, ne, tistega časa, ne, se dejansko to res dogajalo, a ne. No, in to me zdaj, mogoče, če greva zdaj, pa bomo se pa še enkrat k filmu vrnila, ne, kako se pa, no, seveda,
mi ne moramo temu, jaz gledam iz tega zornega kota, prav iz našega okolja in si težko predstavljaš, a ne, tudi zdaj smo videli v filmu, kako so morali podpisovati, da o tem se ne bo govorilo. In za nas je to izkušnja mogoče predvsem, a ne, z zgodovino Golega otoka, a ne. Marsikdo od nas pozna koga, ki je bil tam in v bistvu ti je težko razumeti, kako ljudje dejansko o tem potem ne spregovorijo, ne. Ja, tukaj seveda, mislim, je mogoče potegniti ogromno paralel, seveda. Režima sta si bila v mnogočem podobna, ne, v mnogočem pa tudi različna. Ja, seveda. Jaz sem bil v Sovjetski zvezi, pa pol sem tam živel v Rusiji, ne, ko so Rusi govorili o Jugoslaviji, ne, so rekli, pa to je bil za nas vedno kapitalizem, ne. Recimo na počitnice v Jugoslavijo so šli samo tisti najbolj zaslužni, ne, to je bila kao nagrada. Seveda so bile paralele, ne, bil je Goli otok, jaz tudi poznam ljudi, ki so bili na Golem otoku in v resnici boste težko najdli človeka, ki bi iz srca začel govoriti o Golem otoku, ne, ker je prvič boleča izkušnja in drugič so tudi mogli podpisovati, ne, podobne papirje, da se o tem ne bo govorilo. No, gre za to, jaz pač tudi poznam enega gospoda, a ne, in zelo blizu, a ne, in sem mislila, da je to pač lastnost recimo njega kot osebnosti, a ne, da pač ni hotel o tem govoriti in da je to, sem celo rekla, taka družinska osebnostna značilnost, ne, šele pol, ko sem že zelo odrasla, ker ga poznam od majhnega, a ne, sem te stvari drugače razumela in šele slučajno sem urejala knjigo, ne, zgodovino Golega otoka, je šla zdaj pred 2 letoma, pa brala sem zdaj ta biografski trio. In v bistvu sem šele zdaj o preberanju teh 2 knjig določene stvari pač spoznala. In to je pravzaprav spet, če pogledamo umetnost, knjige, film, ti lahko razkrijajo neke določene pege, ki se jih nisi niti zavedal, ne. In mogoče vas vprašamo, ne, vi vendarle ste tudi sam doživel, ste imel težave, a ne, zaradi svojega poročanja o človekovih pravicah v Rusiji. Težko razumeš te sisteme, zdaj seveda vidimo, kaj se dogaja, mogoče nam še o tem kaj rečete, no. No, sam tukaj bi rekel, da je to res sjajna knjiga, o Golem otoku, jaz jo imam in sem jo seveda prebral in kapo dol pred avtorjem, ne, da se je tega tako temeljito lotil, ampak v resnici, ne, moj novinarski kolega, pokojni, pač je bil, jaz sem bil mlad novinar, on je bil že senior, on je bil na Golem otoku, zdaj ne bom povedal ime, zato ker njegov sin je minister. Ogromnokrat smo se pogovarjali, ampak o Golem otoku nisi iz njega spravil popolnoma nič. To je neka bolečina, ki ostane in nočeš drezati preveč vanjo, ne, ker seveda ma ne ogromna večina, vsi so bili tam po nedolžnem, ne. Jaz sem spoznal, no, ker smo glih pri Golem otoku, čisto na kratko. V Peterburgu sem spoznal Slovenca, žal tudi pokojni, Pavšič se je pisal, ki je imel srečo, da se je temu izognil, ne, zakaj. On je bil mlad aktivist, ne, tukaj med vojno, vsa družina je delala za OF, iz Most in po vojni, ne, so ti mladi ljudje navdušeni nad Sovjetsko zvezo, ne, in tam teh trenutkih zmagoslavja, ne, zmage v vojni, je ogromno mladih ljudi šlo študirati v Sovjetsko zvezo. On je bil tudi med njimi. In je 48 leta, ne, ko se je pa zgodil Informbiro, so pač vse te študente, ki so študirali v Sovjetski zvezi, začeli klicati nazaj v domovino. In on je imel prijatelja Črnogorca, ki se je domov vrnil, ne, je ubogal klic domovine in se je vrnil domov in pristal na Golem otoku. In ta se zaradi tega ni vrnil. In je ostal vse življenje v Sovjetski zvezi, potem v Rusiji in tam tudi umrl.
Bil je pa, jaz sem o tem pisal, velik članek sem napisal, on je bil izjemen človek, on je bil največji strokovnjak v Sovjetski zvezi za gradnjo visokih jezov. On je zgradil 2 največja jeza v Sovjetski zvezi. Ko sva se poznala, je bil že star, ampak mi je prek prijateljev, ki jih je poznal, omogočil, da sem bil jaz na obeh teh 2 jezovih, en je pri Taškentu, en je pa v Tadžikistanu. Tu so jezovi višji kot nebotičniki. No, in po njem se imenuje, to mi je pokazal v učbeniki gradbeništva, po njemu se imenuje Pavčičeva formula za prepustnost jezov. To je, o tem Slovencu se ni nič vedelo, jaz sem napisal velik članek. Sva se dobila ene parkrat pri njemu v Peterburgu, je bil že v letih, in pač življenje je pač tako, da se enkrat konča, in mi je bilo zelo žal, da pač nisem mogel iti na njegov pogreb, pokopanje v Sankt Peterburgu. Bil sem večkrat pri njemu doma, enkrat me posadi za mizo, pa pravi, na tem stolu je sedel Božidar Jakac. Je bil pri njemu na obisku in tako naprej. Ja. Ampak ste me pa ob tem, ko ste zdaj to pripovedoval, pa ker sva šla pol do Golega otoka, pa v teh študentih, kaj je treba bilo na hitro preklopiti. Ja, čez noč. In zdaj se lahko dotaknemo te glavne junakinje filma, ki je pač taka primočrtna sledilka tej partijski liniji in enostavno ne more, sej tam že na začetku vidimo, ko ji reče ta njen, da pravzaprav zato dobiva te pakete preko vrste, da se ji ne bodo porajala vprašanja. Se pravi, že samo porajanje vprašanj je slepa ulica. Seveda pa skozi njen lik, skozi film potem nekako vidimo od te res zagnane, se tam, ko vstane in reče, treba jih je kaznovati z usmrtitvijo. In to je pravzaprav mene pri tem filmu zelo pretresel, ker ko pa že tam, ko sedijo, ko pobegnejo, ta prvi dan, in sedijo na klopci in ona gleda tam tisto mamo psico, ki doji svoje psičke, se začne v njej prebujati ta skrb, v zvezi s hčerko. Ja, to je fajn, da ste omenili, ker to je v bistvu en najpomembnejših momentov v filmu. Ta, kot smo videli na začetku, zaverovana, popolnoma, ne more niti preklopiti, od Stalina. Ja, mislim, vse, kar se dogaja, sploh ne more razumeti. Ampak točno, začel se je v njej proces, ta prepad se je začel v njej med tistim, kar se govori, in med tistim, kar se dogaja. In tukaj je tudi sam Končalovski rekel, da je ta glavna junakinja, pač njegova žena, v tem filmu doživela nekakšno metamorfozo. Skozi to igro že, sploh, ker so se tega dotaknili. Ja, in nekaj podobnega se v sovjetski literaturi se je že zgodilo. Taka je bila mati, v romanu Maksima Gorkega. To je to. Zaverovana v sistem, pa pol vidi, kaj se dogaja. In tak je bil tudi Pavel Korčagin, junak znamenite knjige, kako se je kalilo jeklo, ko pol vidi, on ves tudi zanesenjak, to se je takrat bralo, v Sovjetski zvezi, takrat tudi v Jugoslaviji, ko pol vidi ta heroj dela, mlad človek, ko vidi, da ni vse tako, kot prikazujejo. In to je v bistvu, to je v bistvu en najpomembnejših elementov tega filma, ta preobrat v njej. Izvirnice v režim, v Stalina, se je, spremenila v človeka, ki dvomi. Tako je. Mogoče bi kdo, povejte, Irena. Ja, živijo. Mogoče boš, da ste na mikrofonu. Pozdravljena oba. Veliko sem že izvedela, kar me je zanimalo, in tudi na tej točki, do katere sta nas zdaj pripeljala, bi jaz vprašala vseeno, kako sta pa konc filma razumela, ker midve s sestro so se vmes že malo pogovarjali
In vse to je sva enako, ne, s to sceno z mladimi psički in s tem iskanjem hčerke, njene usode in celo z KGB-jevcem, da sta prekršila vsa pravila, ker so pač mati je mati, ne. Ampak na koncu, kako sta vidva razumela konc filma, ker meni se je zazdelo, da ona ne more preživeti brez neke ideje in ta pesem, ki jo pojeta, ki je spomin na njeno neko davno njuno srečanje v neki koloniji, v Azovsko morje ali kaj s tem. Ona nekako sem tako razumela, enostavno ne bi mogla živeti naprej. Takrat še ni vedela, da je hči preživela, ne. Brez te ideje, brez te vere v Stalina, v to dobro, tudi vojne najbrž ne bi preživela, če ne bi bila tako slepo zaverovana v idejo za boljše življenje, da skrajšam. Kako sta to razumela? Ker vi, Ja, Irena, imaš prav, ne. In to je bila, ona ni vedela, da je hči živa, ne. Mislim, to je režiser v bistvu lepo speljal k happy endu, ne. Ampak najprej smo bili pred strahotno dramo, da je hči mrtva. In to je res, ne, kar si rekla, ona je kot, ne vem, vernica v režim, ne, pač se prisilila, da gre čez to, ne, s tem režimom je zrasla, s tem režimom bo živela naprej. Kljub tragediji, za katero je mislila, da se je zgodila, ne, pol na srečo se je vse obrnilo, ne, kar je v redu. Ampak tukaj je v resnici v takih režimih, v diktatorskih režimih, avtoritarnih režimih, ne, ves čas se v bistvu govori o življenju, ne, hkrati, in to se tudi zdaj vidi pri Putinu, pri tem, kar počne, hkrati pa zahtevajo smrt za domovino. Ne. Načrtno gojijo kult smrti za domovino. In to je ta ženska vedela. Ne gojijo kulta življenja za domovino. In to je katastrofa teh režimov in mene recimo neizmerno boli, kar se zdaj dogaja, ker točno to vidim, ne umreti je treba za domovino, ne umreti je treba za Rusijo tudi na osnovi laži, ne, in neresnic in podtikanj. In to je katastrofa. Ne. Ona, prav to v bistvu film pokaže, ne. Ona se je sprijaznila z dejstvom, to je žrtev, ki je potrebna, gremo naprej. Ne. Pol se pa seveda na srečo za njo in za hči in za vse nas nam je veliko lažje, ker se pol zadeva obrne na ta happy end. Ne. Branko, to se mi zdi zelo pomembno, kar ste zdaj povedali, a ne, ta kult umiranja za domovino, a ne. Tudi mi vsi tle smo pravzaprav s tem zrasli, s temi ideali, a ne, sej bo bolje, skupaj bomo, a ne. In recimo, to, kar ste vi rekli, Irena, tudi pri teh pesmih, ne, sej tudi, ko mi poslušamo pesmi partizanske in tako, se v nas prebudijo neka čustva, ali pa navsezadnje lepo je biti v domovini naši mlad, tega, kako bi skupaj neki za neke ideale. Nekako vidimo, mi malo starejša generacija, ki smo v tem pač rasli, v teh, kako bomo skupaj šli k nekemu soncu in svobodi in ne vem še čemu samo. In potem seveda se zaveša, ne, kako so te stvari krhke. In jaz mislim, da mi vsi zdaj, mogoče od korone naprej in zdaj še s to vojno, vidimo, kako je vse to tako zelo krhko. Mislim, da jaz pač sem vseeno toliko mlajša, da nisem doživela, sem se rodila ravno 62. leta, a ne, sem že malo boljših časih živela, a ne, in v bistvu sem bila šokirana s to policijsko uro, recimo ob koroni, a ne. Jaz sem to prvič na ta način videla, kako se lahko naenkrat stvari obrnejo in zgine
svoboda. Ne? Ja. Čeprav se ti zdi, da živimo v zelo taki običajni državi. A ne? In tukaj spet me zanima, kaj vi pravite, ker kaj je še to bilo? Tudi to mlado dekle, a ne, hčerka. A ne? Svetka, ja. Ne razumem, vse konča se, jaz ne razumem, ne? Kako je to mogoče, ne? Da se je to zgodilo. Ne? No ja, ker je zmagala človečnost. Ne? Ja, Ne? ja, Ker vendarle v vsakem človeku, ne, jaz mislim, Da je. kljub vsemu mora biti nekaj ja. človečnosti, ne, saj, Ampak nekaj je Ja. pa takih ljudi na tem svetu, ki jo pa pač nimajo. ki jo pač nimajo. Ne. Žal. In tile, pač, ki so jih omenjali, Stalin, Hruščov, vendarle ni bil Stalin, ampak iz istega gnezda, ne, pa danes Putin, pa to so taki ljudje, ko se gre čez trupla. Ne, največja farsa, zdaj preskočim. Ne, Putin je za dan zmage polagal tam zadaj za Kremljem, ne, tam sem večkrat hodil, kjer je ta večni ogenj, ne, kot rečejo, ta ogenj neznanemu vojaku, so potem kamni z napisi vseh mest herojev v Sovjetski zvezi. Vseh, jih je kar precej. In je pokazalo na televiziji, da to je v resnici, ne vem, a je to norčevanje, ne, iz ljudi in iz vseh nas, ko je polagal cvetje k kamnu, kjer piše Odesa, so isti trenutek padale rakete po Odesi. Ja, To je po vas res prosim, noro. ne, mislim, a je to normalno? Ne, komu je to podobno? Ta človek nima čist nobene empatije v sebi, ne, mislim. Samo uničevati, ne, No, ta jo gotovo nima, ja, ne? kar je katastrofa. Ja. In v bistvu si rečeš, no, zadnje je bil tudi, ta film je nastal v Rusiji, a ne, in Ja. bil sofinanciran in tako naprej, in si rečeš, ma kako to gre, ne? Ja, no, ko ste glih tole vprašali, ne, jaz, ko sem ga gledal prvič, ne, jaz sem ga tudi razumel kot film o današnji Rusiji. Ne, čeprav, ta družina Mihalkovih je v bistvu, no, to bi se mi zdelo pomembno povedati o očetu, ne, v Ja. bistvu ves čas naklonjena režimu. Ampak Končalovski se mi zdi bistveno manj kot Nikita. Naklonjen režim. Ja, naklonjen režimu. In sem jaz, ko sem prvič videl ta film, ne, takrat še ni bilo te vojne, ki zdaj divja, jaz sem ga razumel kot en tak poskus, da med vrsticami, Ja. ne, med filmskimi vrsticami, poveš nekaj tudi o dogajanju danes. Ker v bistvu že pred to vojno, ne, ki se je začela februarja, protesti v Rusiji pod Putinom niso bili dovoljeni. Ne. Aretiranih je na 10.000 ljudi, v glavnem mladih, ne, na ulice so šli v glavnem mladi, ki nočejo živeti več pod Putinom, ne, hočejo drugačno prihodnost. Imamo danes generacijo mladih Rusov, ki so se rodili pod Putinom, ne, pred 22 leti in še zmeraj živijo z njim. In prav te dni sem bral mlad fant, nabornik, rojen pri Putinu, šolal se pri Putinu, umrl pri Putinu v vojni. Ne. Grozno. Mladi ljudje imajo tega dovolj. Ne. In kar se je tukaj dogajalo, ne, zdaj, da bi streljali, to še ne, ampak se bojim, da bo v kratkem, tudi v Moskvi. Protesti niso dovoljeni, ljudi se zapira, glas proti ni dovoljen, ne, glavni vodja opozicije, ker ga niso uspeli ubiti, bo zdaj do smrti sedel v zaporu, če bo preživel. To jaz večkrat pravim, ne, zdajšnji disidenti, zdajšnji nasprotniki režima, ki jih je zmeraj več in tudi zaradi tega je tudi zmeraj več političnih zapornikov, imajo pri Putinu samo 3 možnosti. Pobeg v tujino, ječa ali pa grob. Ne, in to je katastrofa. Grozljivo. In jaz, ko sem prvič gledal ta film, jaz sem med vrsticami videl današnjo Rusijo tudi, ne, ker se stvari ponavljajo. In tukaj, ne, ko govorim o tem,
Putin je velik ljubitelj Stalina. Po Rusiji znova rastejo spomeniki Stalinu. On ljubi Stalina, za njega je to heroj, izvrsten menedžer, zmagovalec vojne, ne vidi milijone in milijone mrtvih. In hkrati je pa velik sovražnik Lenina. Lenina pa sovraži, zaradi tega, ker je Lenin je leta 1922 v prvo sovjetsko ustavo zapisal pravico do samoodločbe narodov. Samoodločba narodov, to smo imeli tudi mi. No, pa tudi to smo v filmu, se malo tega se je dotaknilo, neko reče, na vse zadnje imajo prav, no, to jim daje to pravico tudi ustava. Ustava, tako da tukaj mislim, da je to ena taka, še kar pomemben, mislim, taka brezpogojna vera v karkoli, v kakršnokoli ideologijo nas pač tukaj to ne more nikamor peljati. In meni je to, zdaj vas povabim, da zaključva misel, namreč danes pa ne vem, mi je pa tako, da bi pa res bila še 1 uro, ker bi še toliko vas rada vprašala, ravno zato, ker pač tako kakšnih stvari ne vemo. No, ampak morava pač, sva že, nama je potekel ta čas, tako da mogoče dajte še eno tako zaključno misel, kam, kako. Ja, no, bom končal s tem Leninom, on sovraži Lenina zaradi te pravice do samoodločbe, zapisane leta 1922 sovjetsko ustavo, in zaradi tega on pravi, da je Lenin v bistvu arhitekt Ukrajine, ki kot narod, kot država nima pravice do obstoja, to ni noben narod, to ni nobena država, to državo si izmislil Lenin in tako naprej. Zato tudi, no, in to mantro Putin, pač jaz ga spremljam od dneva, ko je postal predsednik. To se je zgodilo na Silvestrovo 31. decembra 1999 ob 12. uri. Je Jelcin odstopil in o polnoči je na Rdečem trgu govoril že Vladimir Putin. Seveda s to odločitvijo v Kremlju so meni pokvarili novoletne praznike, ker sem 1. in 2. januarja napisal 8 člankov, ko je cel svet praznoval prehod v novo tisočletje, sem jaz pač zaradi te spremembe v Kremlju delal. No, in pol se je začela, čim je Putin postal predsednik, se je začela ta razgradnja vsega, kar je bilo zgrajeno v času glasnosti in perestrojke pod Gorbačovom. Gorbačov je prišel na oblast 85, in pol se je ta proces začel. Ta proces je potem nadaljeval Jelcin, zdaj so bili tudi kaotični časi in tako naprej, ampak vendarle, če primerjaš, jaz sem tam živel takrat, če primerjaš čas pod Jelcinom in čas pod Putinom, je bil to čas svobode. To sem tudi napisal, ko je Jelcin umrl. Jelcinova svoboda sem dal naslov. Takrat je bila svoboda. Takrat so mediji, neodvisni mediji so obstajali, lahko si kritiziral režim, seveda Jelcinu ni bilo všeč, če si ga kritiziral, ampak novinarjev ni zapiral in jih preganjal in uničeval. Pod Putinom danes ni več neodvisnega medija. Čist vsi so uničeni. Ta zadnja trdnava, ki je padla, in to sem zdaj pisal pred kratkim, je bila Nova gazeta, ki jo je vodil Nobelov nagrajenec za mir, Muratov, nagrado je dobil decembra. Tam je delala Ana Politkovska, moja prijateljica. Na zadnje sva govorila 2 meseca pred smrtjo, konec julija, pol začetek oktobra, na Putinov rojstni dan je bila ubita. Ubitih je bilo v Novi gazeti 6 novinarjev. Neodvisnega novinarstva v tej državi ni več. Režima se ne sme kritizirati in tukaj, jaz tukaj ne vidim pod Putinom ene poti naprej. Ker problem je, da je ta predsednik te velike države v bistvu koraka nazaj. Ne gre naprej. Svet mora naprej, ta človek pa hodi nazaj.
Ne. On je človek preteklosti, to nisem jaz edini to rekel, ne, to so rekli tudi drugi. Živi v času, ki ga ni več, ne, oživlja kult Stalina in jaz tukaj ne vidim, mislim, neke hitre spremembe v enem doglednem času, ker ima vendarle čisto vse niti ima v svojih rokah. Ne, edina možnost za spremembo, za dramatično spremembo v Rusiji je upor znotraj tega njegovega kroga ali pa bolezen, ne, da se nekaj namiguje. Ja, človek bi kar upal na bolezen. Ja, ampak dokler bo imel stvari v rokah, sprememb ne bo. Ne. Ja, no, prav, v bistvu vsaj to si lahko rečemo, ne, da dokler imamo še neodvisno novinarstvo, so vrata odprta, a ne? In vendarle mi živimo vendarle majčkeno drugače, v malo boljših pogojih, je pa to zelo blizu in zato se nas še kako zelo dotika. Smo pa bili na nevarni poti. Vem. Tako da hvala lepa.